Za nami je še eno uspešno četrtletje zelo uspešnega leta. V zadnjem četrtletju smo ponovno beležili pozitivne donose, tako na delniškem in tokrat tudi na obvezniškem delu naložb. Med sektorji so tokrat najbolje delale delnice iz sektorja informacijske tehnologije, presenetljivo pa dokaj dobre rezultate beležimo tudi na sektorju nepremičnin. Po drugi strani, pri obveznicah najboljše rezultate beležimo pri tistih z daljšim trajanjem, kamor spadajo predvsem državne obveznice, saj imajo naravno daljše trajanje od obvezniških. Pri tokratnih četrtletnih poročilih smo pri upravah lahko opazili nekaj manj govora o generativni umetni inteligenci, predvsem pa se je začela pojavljati stroškovna optimizacija in povečanje profitabilnosti, kar v prejšnjih četrtletjih nismo zaznali. Po drugi strani malce narašča tudi strah glede geopolitične nevarnosti in tveganj, ki izhajajo iz trenutnih situacij. Na valutnem trgu smo tokrat opazili predvsem rast ameriškega dolarja, na trgu surovin pa slabo četrtletje za nafto, po drugi strani pa dobro četrtletje za zlato in bakar. Zelo dobro vprašanje in dobro opažanje. Negotovost res trendno narašča že praktično zadnjih 30 let ali morda celo nekaj več. Negotovost v trenutku, kjer se nahajamo, je na rahlo povišanih ravneh, pa vendar daleč od zgodovinskih ekstremov moderne zgodovine. Lahko bi rekli, da smo pozorni na te stvari, vendar smo se kar nekako na žalost na nekatere predvsem geopolitične tenzije navadili. Druga stvar, ki nas preseneča vedno in je bolj nepredvidljiva, pa je negotovost, ki izhaja iz okoljske problematike, iz segrevanja ozračja, onesnaženja in podobnih stvari, kjer so stvari rahlo bolj nepredvidljive, opažamo vedno večje vremenske ekstreme, ki pa se odražajo tudi v ekonomiji. Na splošno bi lahko rekli, da smo za letošnje leto optimistični, da se negotovost ne bo povečevala, kljub temu pa vedno ostajamo na preži in po potrebi odreagiramo pravočasno. Za letošnje leto z vidika donosov pričakujemo, da bo pozitivno. Kar se tiče naložbenih razredov, smo najbolj naklonjeni delnicam, na drugo stopničko smo postavili obveznice, nekako v nevtralnem območju pa je naša naklonjenost do skladov denarnega trga, predvsem zaradi tega, ker mislimo, da sta druga dva naložbena razreda v trenutnih razmerah veliko bolj privlačna. Glede regijske alokacije smo bolj naklonjeni razvitim trgom, predvsem ZDA in pa Japonski. Rahlo smo zadržani do Evrope, vendar pa jo še vedno postavljamo nad trge v razvoju. Trgi v razvoju so v zadnjih letih že kar postali nekako nepriljubljeni med vlagatelji, predvsem problematična je velika vloga Kitajske na tem trgu, ki zaenkrat se še vedno sooča z velikimi težavami. Po drugi strani pa v razvitih trgih nam gre na roko tako sektorska sestava, saj indekse sestavljajo sektorji, ki imajo predvidene višje rasti. Prav tako smo se v lanskem letu nekako izognili dolgo pričakovani recesiji, kar nam daje nek optimizem tudi za naprej. Na sektorski ravni smo sicer najbolj naklonjeni potrošnim dobrinam, informacijski tehnologiji in pa telekomunikacijam. Nekoliko manj pa smo naklonjeni sektorjem energija, surovine in materiali in pa osnovne potrošne dobrine. Predvsem pri teh sektorjih opažamo manjše povpraševanje ali pa manjšo rast v primerjavi z ostalimi sektorji. Glede obvezniških naložb predvsem preferiramo tiste z daljšim trajanjem, saj pričakujemo, da bo v letošnjem letu zaradi aktivnosti centralnih bank zahtevana obrestna mera padala, kar bo najbolj koristilo tistim obveznicam z daljšim trajanjem.